Živijo, me veseli, da ste spet z nami v oddaji Ambienti. Danes vam bomo pokazali, kako so lastniki z novim tlorisom blokovsko stanovanje prilagodili svojim potrebam, obnovljeno babičino hišo v tradicionalni slovenski vasi in vrt, po katerem bi tudi Marko z veseljem skakal po zelenoj trati. Majhna babičina hiša iz leta 1936 je že nekaj let samevala. Dediči so se odločili, da jo renovirajo in nastala je moderna hiša z odprto galerijo, ki daje občutek večje prostornosti. Spomin na stare čase pa so ohranili številnimi detajli. Investitorja sta se želela iz bloka preseliti v hišo na vasi. Eden od investitorjev je močno navezan na hišo svoje babice in od tod je izhajala dilema, ali hišo porušiti do tal in zgraditi novo, ali pa jo v čim večji meri ohraniti. Gospod Urban, za kakšno varianto ste se na koncu odločili? Ste hišo podrli do tal ali ste del hiše, stare hiše ohranili? Z investitorji smo v bistvu začeli sodelovati že ob odločitvi, ali bosta selila se v periferijo ali v Ljubljano. Iskali smo ustrezno rešitev in ob ogledu hiše, ki je v bistvu na ruralnem okolju, smo se odločili, da mogoče je tle za poskusiti, ker hiša je izkazovala določen potencial za preureditev v nek sodoben ambient. Tako da smo hišo podrli do spodnjih zidov pritličja, izvedli vsa sanacijska dela, obzidali temelje, naredili vertikalne ojačitve, preuredili notranji tloris. Tlorisna je hiša ostala v zunanjih zidovih enaka, kot je bila, in pa dodali ta zgornji del mansarde. Ta je nov, z novo ploščo, z nekim dvoetažnim prostorom smo ga povezali s pritličjem. In tisto, kar smo pravzaprav videli na začetku, je bil zanimiv pristop k bivanju v tej hiši. Tukaj je namreč obrnjena logika, prideš v spodnji del, kjer je bivalni del z spalnim pa kopalniškim delom, potem pa greš po stopnicah gor in imaš dnevni prostor, ki se odpira preko teh velikih okn na jug, pa na sever, od koder so čudoviti razgledi na hribe. Strešek je bil zgodba zase, ker terasa gleda na jug, se je seveda takoj po selitvi izkazalo, da potrebujemo senčenje, potrebujemo streho za primer dežja. Ker je bližina ceste neposredna, je tukaj problem zamejitve javnega prostora z nekim intimnim privatnim prostorom in je nastala ideja, da poskusimo z nadstreškom, ki bi se pravzaprav dvignil iz tal in se pretvoril v neko streho in ki bi ga lahko oblikovali kot nek unikat, kot nekaj, kar ne vidite običajno na slovenskih nadstreških. Na terasi sva seveda želela imeti nadstrešek, vendar ne tak klasičen nadstrešek, ki bi bil zaprt, ki bi jemal svetlobo tudi v notranjem prostoru, predvsem v kuhinji. Zato smo se odločili za precej neobičajen, ampak zelo modern nadstrešek. Idejo za ta nadstrešek smo dobili slučajno, ko smo po internetu brskali po slikah in našli čebelje satje. In to je bila izvorna ideja, ki jo je potem Urban razvil. Ta nadstrešek je lesen, vendar ima steklo zgoraj, tako da prepušča veliko svetlobe, ampak hkrati to satje daje tudi senco, tako da je pravzaprav občutek tukaj spodaj zelo prijeten. Še posebej je pa prijeten takrat, ko dežuje, zaradi tega, ker je nagnjeno toliko, da posebnega odvodnjavanja ni bilo potrebno, ampak voda teče na vrt. In tisti poletne nevihte tukaj spodaj so izredno prijetne pravzaprav in če se le da, takrat tudi sedim zunaj. Kaj pa notranja oprema? Notranja oprema je sledila dvem faktorjem. Prvi je bil želja investitorjev po nekem zadržanem oblikovanju, ki bi bil avtorski oziroma ne popolnoma sčiščen. Drugi faktor je bil upoštevanje te emocionalne navezanosti na objekt. In tako smo v bistvu zasnovali vse kose pohištva po meri, kuhinji dodali ta pas vidnih opek,
Recimo posebnost je tale steklena ograja, ki nima nekih delov, Zaščitnih elementov, ki bi ovirali poglede, in na tak način smo v bistvu dosegli povezavo z zgornje etaže z pritličjem, kjer je jedilnica. Kakšno pa je zdaj bivanje v hiši s tako velikimi steklenimi površinami, predvsem v zgornjem delu in na jug in na sever, je v bistvu hiša zelo odprta, zelo se razgalja navzven. Ja, meni je bila svetloba vedno pomembna, no, in neka odprtost tako in drugače, tako da se mi zdi, da če smo imeli to šanso pokazati neko odprtost s tem pogledom, bi jo bilo škoda ne izkoristiti. Strahovi so bili na nek način, zagotovo velika okna, kdo bo vse videl noter. Zato smo po debatah prišli do tega, da smo se odločili za refleksna stekla, torej čez dan se v hišo ne vidi, za zvečer imamo pa določena senčila, ampak v bistvu sva zelo kmalu ugotovila, da naju ti pogledi noter sploh ne motijo, ne? Tako da jih dostikrat tudi senčila zvečer ne uporabljava. Vprašanje, kako čistiti to okno, je eno od najpogostejših vprašanj, ki jih dobivava, in tudi poleti, ko se kolesarji tukaj mimo vozijo, so pogosti komentarji: glej, kako velika okna, kdo bi to čistil. Enkrat sem probal ta okna z roko očistiti in priznam, nikoli več se tega ne bom lotil, ker to je ubijalsko delo. K sreči pa obstaja posebna naprava, nek avtomat, ki sam čisti ta okna, in kaj lepšega, kot da ti nekdo drug očisti ta okna, tako da s to napravo čistimo. Okna je pa res, da se preveč ne sekirava za vsako packo, ki se na oknu pojavi. Kje so pa tiste 3 lastnosti hiše, katere bi izpostavili kot, bi rekel, najboljše odlike te hiše? Ja, prvo so zagotovo okna in odprt prostor gor. Tam je res ta točka, kjer se počutiš fajn, sploh ko prideš z Ljubljane po kakšnem napornem dnevu, se mi zdi, da se tempo zelo hitro tle umiri. Je tudi okolje tako, tako da zelo hitro zadihaš. Druga stvar, ki je zanimiva, je fasada zunanja, sploh na strani ceste, ki je iz kamna, ker smo imeli zelo velike debate o tem, in to je v bistvu bila ideja na nek način očeta mojega partnerja, ker je zelo protestiral, da on ne misli nikoli pucati fasade, tako da smo se potem odločili za to in se mi zdi, da tudi zelo dobro izpade. Tretja je pa vrt, ne? To je tudi neka tista točka, kar sva hotla, če so v stanovanju v Ljubljani, nisva mogla imeti. In pa tako, kot imamo tu narejeno, da je res nek podaljšek bivalnega prostora. Poleti so vsa vrata odprta, tako da hodimo noter pa ven. Tiste dneve, ko delam doma, se moj dnevni ritual začne tukaj, ker je zjutraj tukaj senca in kavo lahko spijem v miru za to mizo. Sicer je to moja pisarna, kjer delam, in prostor je organiziran tako, da lahko cel dan lovim senco. Zjutraj, kot rečeno, tukaj za to mizo, potem pa večino časa tamle pod smreko. Zdaj s temi prenosnimi računalniki je to zelo enostavno. Popoldne je pa senca za hišo in sedim na klopci, na kateri je nekoč sedela moja stara mama. To je hiša moje stare mame, tako da je ta stara mama še ves čas nekako prisotna z nami. Večeri so pa najbolj prijetni na kavču tamle zunaj, kjer smo si uredili zunanjo dnevno sobo s kakšno knjigo ali pa s kozarcem vina. To so res prijetni večeri, takrat, ko si to lahko seveda privoščiš. Na drugi strani imamo pa bambuse. Posadila sva neinvazivno vrsto bambusov, ker so nas vsi svarili pred tem, da so bambusi lahko zelo invazivni, in te res niso zelo hitro rastoči, ker že 3. leto upava, da bodo malce više zrasli, da ta pogled s ceste nekoliko zapreva. Zelo nama je bilo vseeno pomembno ohraniti neko identiteto hiše, ne? In hiša se nikoli nismo hoteli, da bi se pretvarjala, da je neka moderna nova hiša, ampak smo hoteli ohraniti tudi te stare elemente, ne? In to smo na koncu počeli tudi s pohištvom, ki smo ga ohranili, tako je mizica, skrinja, slika iz babičine spalnice, v bistvu skoraj na isti steni, kjer je ona imela nad poslo. Tako da smo želeli ohraniti vse te elemente in da je jasno poreklo hiše, da prihaja iz leta 1936.
Sama gradnja vseeno ti prinaša še neka dodatna presenečenja, ki te mogoče tudi malo nasmejijo, čeprav mogoče tisti trenutek niti ne. Prvo je bilo zagotovo to presenečenje, ko smo izvedeli, da rabimo dovoljenje letališča Brnik za obnovo hiše. Za obnovo hiše? Za obnovo hiše. Tako Res? da smo Vse ni poslali zelo mail. visoka. Ja, ni, ampak očitno smo znotraj določene črte, tako da to je bilo prvo presenečenje. Drugo je bilo, ki je bil sicer šok, je bilo v podobnem času kot zdaj, so že postavljali fasado in je sneg začel padati, nam je na eni strani fasada dol padla, tako da je bil kar strah, ampak so hitro popravili, tako je bilo, da je bilo v redu. Tretje pa ja, dogodek z našo kletjo, ki ima poseben vhod. Kmalu, potem, ko sva se vselila, so štimali inštalacijo, moj partner je delal z računalnikom, pustili so loputo odprto, njemu se modilo na WC in je spregledal, tako da je zgrmel. Brez hujših posledic, tako da je v redu, ampak tam se pogostokrat zdaj nasmejimo. Stroškovnik obnove hiše in virtualni pogled vanjo si lahko ogledate na spletni strani www.tvambienti.si. Vas zanima, kako so novi lastniki prenovili stanovanje in si ga popolnoma prilagodili z novim tlorisom? In kako izgleda vrt, po katerem bi tudi Marko z veseljem skakal po zelenoj trati? Vse to po oglasih. Marsikdo bi se vprašal, ali je res potrebna prenova stanovanja v bloku, ki je star komaj 8 let. Ampak vsak zakaj ima seveda tudi svoj zato. Domišljeno in lastnikom na kožo pisano prenovo so zasnovali in izvedli v Medvoškem studiu Celovito. V razmeroma novo blokovsko stanovanje so prišli novi lastniki s svojimi potrebami in željami ter si ga popolnoma prilagodili z novim tlorisom. Tudi v bloku lahko ustvarimo prostoren dom z igrivo najstniško sobo. Dobro opravljena naloga je najboljše zagotovilo, da bo naročnik tudi naslednjič poiskal istega izvajalca. In tako je bilo tudi pri prenovi tega stanovanja. Prvi stik s to družino je bil že pred tem projektom. Zaupali so nam namreč že prenovo kuhinje in kopalnice v prejšnjem stanovanju in ker smo imeli skupaj dobro izkušnjo, so se potem odločili, da grejo v prenovo novega stanovanja skupaj z nami. S prenovo, prav izvedbo, smo začeli v mesecu februarju, končana je bilo pa v juniju. Se pravi, nekaj 4 mesece je trajala prenova, samo projektiranje pa nekoliko dlje časa. Zanimivo je, da je sama izvedba prenovitvenih del trajala manj časa, kot pa snovanje načrtov za prenovo. Predvsem je z naše strani zaželeno, da se vnaprej vse dobro premisli, da se lahko naročnikom prikažejo rešitve in da se imajo tudi možnost oziroma dovolj časa, da se odločijo, za kakšne stanovanje se bodo potem, kaj se bodo odločili, kakšna bo prenova. Marsikdo bi se vprašal, ali je zares potrebna prenova stanovanja v bloku, ki je star komaj 8 let, a vsak zakaj ima svoj zato. Lastniki so kupili to stanovanje od družine, ki je imela 2 otroka, tako da je bilo stanovanje prilagojeno večji družini. Ta družina ima eno hčerko, tako da smo nekoliko prostore združili, jih bolj odprli, naredili bolj svetle, tako da bistvena sprememba v stanovanju je ta, da smo porušili nekaj predelnih sten in prilagodili stanovanje lastnikom. Najkorenitejša sprememba je sigurno povečava dnevnega prostora, ker smo jo združili s hodnikom, tako in pa premaknili smo steno proti otroški sobi, tam sta bile 2 manjši sobi, ki smo jih združili v eno študijsko sobo. Na začetku so si želeli imeti dnevno sobo nekoliko bolj ločeno od ostalega dela, od hodnika in od kopalnice. In so rekli, da pa želijo stekleno steno. Zdaj so rekli, da mogoče ta stena niti ni potrebna, ker so kopalnice tako lepe, da jih ne moti pogled sedežne garniture v kopalnico.
No, predhodna kopalnica je imela masažno kad in ta je zavzemala res veliko prostorna, bila je kotna izvedba kadi in novi lastniki niti niso želeli imeti kadi, hkrati pa je prostor ne bil tako majhen, da smo se odločili, da gremo v tuš kabino, ki je tudi za mogoče starejša leta bolj primerna, ker je enostavnejša za uporabo. Hčerka študentka je imela seveda možnost sooblikovati svojo sobo. No, vsekakor je sodelovala pri svoji sobi, podali smo ji predloge, sama je povedala, katere barve so ji všeč, tudi kakšen stil, tako da smo se s tem prilagodili tudi z samimi rešitvami. In soba pač mora odražati tudi uporabnika, zato smo se tudi malo bolj poigrali z njo. V prvi vrsti je bilo tako, da je bila soba zasnovana za dekle, ampak je bila lastniku tako všeč, da je rekel, ko se bo hčerka odselila, da bo to njegova soba. V bistvu so vsi dodatki v prostoru, ki nekako naredijo prostor igrivi in se jih da hitro odstraniti, zamenjati. Je pa tudi soba, kot sem rekla, primerna za neko delovni kotiček, študijsko sobo, tako da tudi lastniku je bila všeč in mislim, da bo ostala v veliki meri takšna, kot je. Izbira barv v stanovanju je premišljena, kar poleg ostalega priča o tem, da so sodelavci arhitekturnega biroja celovito upoštevali številne vidike prenove, ki vplivajo na končni vtis. Lastnikom je bila zelo všeč ta naravna paleta barv, tako da smo se s tem prilagodili z izborom lesa, hrasta, odtenka sive barve in kombinaciji z belo. Taki prostori delujejo zelo sveže, hkrati smo pa stilom, ki je mogoče na nekaterih delih bolj domišljen, se pravi več detajlov, pričarali malo več domačnosti v prostoru, da ne deluje prostor zelo minimalističen. Recimo, kje se to opazi? V kuhinji, na ličnicah kuhinj imamo sestavljene ličnice, potem detajli, kot so okrog hladilnika, taki leseni zaključki, kot to so nekateri poudarki, ki dajo malo bolj bogato noto. Med zanimivimi detajli notranje opreme so posebne keramične ploščice. To so metro ploščice, ki so večinoma prisotne, ali pa bile včasih, v podzemnih železnicah, na podzemnih železnicah, ja. In smo jih vključili v interjer, ker so klasične, moderne in pa hkrati večne. K razpoloženju v stanovanju prispevajo tudi umetniška dela, za katera ni vseeno, kje visijo ali stojijo. Ja, imeli so nekaj slik in grafik iz svoje kolekcije oziroma zbirke, tako da smo jim pomagali te njihove izdelke preokviriti in na novo postaviti v stanovanju. Zdaj krasijo in dajo piko na i, tisti osebni pečat samim prostorom. Lastniki stanovanja v Kranju se v prenovljenem domu dobro počutijo, kar je za snovalce prenove največje zadoščenje. Na Dolenjskem smo obiskali vrt mlade družine, ki se vsakodnevno predaja delu in ob koncu dneva se zbere na vrtu pod vrtno pergolo, ki kot varen dežnik meče senco na vse pod seboj. Tone Pavček je zapisal, da je Dolenjska pokrajina tisočerih zelenih odtenkov. Zeleni so gozdovi, trate in travniki, zeleni so vinogradi. V tej slikoviti pokrajini svojevrstno zeleno zgodbo ustvarjata tudi Irena in Borut Finec. Borut, vaš vrt je imenitno povezan z naravo, z gozdovi, potem tudi s temi starimi drevesi, skalami. Kako in kdaj je pravzaprav začel nastajati? Vrt je začel nastajati pred 15 leti. Idejo zanj sem dobil pri Mihu. To je bila moja stranka, ker sem mu delal vrtino. Od takrat naprej sem se zaljubil v njegov vrt, v škale in sodelujeva redno. Zdaj je to družinski prijatelj, ki mi pomaga pri izvedbi tega vrta. Kaj vas je najbolj navdušilo pri tem prijatelju? Skalnjaki.
Zato tudi toliko skal pri vas. Seveda, sem se zaljubil, to so moja druga ljubezen. Sprva nismo videli lepote v teh skalah, ki smo jih imeli in smo jih nekatere odstranili, žal. Zato predlagam vsakemu, preden začne karkoli po vrtu prestavljati, da pregleda, najde tiste lepotice, ki jih so po vrtu, povsod, po vsakem vrtu so lepotice. Preden jih odstrani, je treba preveriti, pa se pozanimati pri kakšnemu strokovnjaku za to. Ja, in potem te darove, ki jih je sama narava nasula, uporabiti na domačem vrtu. Točno tako je. Zdaj jih mi pač nadomeščamo z napeljavo drugih kamnov, jih vozimo z drugje. Lahko bi jih pa tudi izkoristili stare. Zgodba kamnov se ne konča ob terasi, temveč sprehajalca po malem spremlja skozi celoten vrt. Avtohtone skalnate gmote kukajo iz stav v gozdu, posebna skala je v senčnem delu vrta, kjer jo prerašča bršljanasta odeja. Prav poseben je veličasten skalnjak, ki utrjuje tudi strmino ob hiši. Kateri del vrta je bil najzahtevnejši za izvedbo in pa načrtovanje? Ravno ta del, ki je za nama, zaradi samega slapa, vse skupaj, ker smo mogli teren dvigniti, pripraviti, da lahko voda tako leži v bori. Pa nam dela vesele dnevno. Na dovozu, ki vodi do avtomobilskega nadstreška, domače pozdravijo stebričaste tise, kroglasti kleki in plazeča panešplja, ki z gosto rastjo prekriva tla. V bližini dovoza je terasa, nekaj korakov dalje pa letna kuhinja in pergola, kjer za senco in svežino skrbi murva z gostimi zelenimi listi. Lučaj stran, raste vinska trta, a to še zdaleč ni vse, kar vrt ponuja. Tamle sem opazila, da imate tudi zelenjavne grede. Kako pomemben je za vas zelenjavni vrt? Z leti vse bolj. Tudi v samo delo vključujem otroke, da znajo ločiti plevel od rastline. Današnji otroci so vse preveč živijo v neki virtualni resničnosti, zato se mi zdi poleg koristnega, da nekaj pridelaš doma, se pravi, da tako opevano domače, tudi da se otroci naučijo postopka pridelave. Torej vam otroci pomagajo na zelenjavnem vrtu, ampak najbrž še kje drugje. Tudi ja, poskušamo jih čim bolj vključevati v delo na vrtu, ker dela tukaj nikoli ne zmanjka. Njihova vsakotedenska naloga je tudi košnja trave. Na začetku je bilo sicer kar nekaj poškodovanih debel, ampak na koncu koncev je bolj pomembno, da so dobili neko zadolžitev, ki jo zdaj tudi z veseljem in brez pripomb popravljajo. Dekorativni zid iz škarpnih elementov, ki utrjuje dvignjeno gredo na koncu prostrane zelenice, je speljan v zaviti liniji, da v vrtu ohranja mehkobo. Tam so lastniki s skrbnim izborom rastlin stkali nežno vez z veličastno naravo. Med drevjem in grmi se bohoti obarvite plamenke, maslenice, praproti, hoste, okrasne trave, vijolična sargentova hortenzija. Ta kotiček je bil priljubljen med otroki, ko so bili mlajši in so se skrivali na vrtu. Domači najraje posedijo na terasi, ki ponuja prehod iz hiše na vrt in hkrati povezuje jedilnico z okrasnim vrtom. Namenjena je posedanju, opazovanju, družabnemu življenju in obedovanju. Krajinski arhitekti vse skozi poudarjajo, kako pomembno je povezati hišo z vrtom. Vi ste tudi pripravili eno zelo dobro povezavo. Sprva je bila hiša skonstruirana tako, da stanovanjska enota ni bila direktno povezana z vrtom. Se pravi, smo morali preko dvorišča, da smo prišli do vrta. In do trenutka, ko smo potem ob rekonstrukciji hiše 2 leti nazaj dogradili teraso, sploh nismo vedeli, kako zelo smo pogrešali to povezavo doma za vrtom. Tako da brez direktne povezave se mi zdi, da to ni to. Kateri deli vrta so vam ljubši, a cvetoči ali morda tisti bolj zeleni? Meni osebno absolutno cvetoči. Toliko prelivajočih se barv, čar v vsakem letnem času, vedno najdeš nekaj, kar lahko opazuješ.
Lastniki vrtov velikokrat ne opazimo, da vrt ponuja še kakšne druge priložnosti kot samo druženje za družino in pa prijatelje. Vi pa ste že zaznali to priložnost. Vsak vrt je zgodba zase in je seveda odvisno od pričakovanj lastnika, kaj si na njem želi, kako ga želi uporabljati. Mi smo zaradi površine, ki jo imamo na razpolago, se odločili, da približno 2700 kvadratnih metrov vrta uredimo v nek park, kjer bo velik ribnik, čez ribnik bo tekel mostiček, potem paviljon. Ta del želimo ponuditi za organizacijo svečanih dogodkov, kot so poroke, koncerti, kakšni jubilejni dogodki. Sliši se zelo romantično. Romantično bo tudi narejeno. Vas zanima arhitektura in notranja oprema, prenavljate dom, morda nameravate graditi, ali pa vas zanima kaj več o ureditvi okrasnega vrta? Obiščite nas na spletni strani www.tvambienti.si in seveda na našem Facebook profilu TV Ambienti. Imajte se lepo, uživajte, vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali stanovanje na vrhu obnovljene meščanske stavbe v središču Ljubljane in dom, katerega rdeča nit je bila modra barva.